Odprli smo dežnike, ampak odprli smo tudi srca, spoštovane in spoštovani, zato toplo dobrodošli in lepo pozdravljeni. Poseben pozdrav namenjam vsem županom, ki so danes z nami, občinskim svetnicam in svetnikom, častnima občanoma občine Miren Kostanjevica, gospodu Zlatku Martinu Marušiču in gospodu Oskarju Kogoju, vsem vam, cenjeni predsedniki krajevnih skupnosti, dragi zbrani danes tule v Opatjem selu. Še enkrat iskrena dobrodošlica, kljub nekoliko slabšemu vremenu, ampak saj smo vajeni, kaj ne. 1. maja tule v Opatjem selu v zadnjih letih brez dežja skoraj da ni. 1. maj, gospe in gospodje, ponuja priložnost, da se poklonimo delu in dosežkom delavskega gibanja. Simbolizira prizadevanja za delavske pravice, dostojno delo, enakopravnost in seveda solidarnost. V Opatjem selu se posebno doživete prvomajske zgodbe pišejo že vse od leta 1972 dalje. Tudi sama sem kot majhna deklica vsako leto obiskovala to prizorišče, kjer je bilo na tisoče in tisoče ljudi iz vseh krajev in koncev Slovenije, ki so se prišli pokloniti eni in najpomembnejših vrednot človeka in človeštva delu. Dišalo je po solidarnosti in ja, roko na srce, dišalo je tudi po Čivapčičih, ampak složnost ljudi je bila na prvem mestu. Sinonim praznovanja pred 50 leti, takrat še v nekdanji Jugoslaviji, je bilo kakopak druženje, pa zabava, pa srečolov, obvezna tombola in rdeč nagelj. Brez Opatjega sela 1. maja skoraj da ni bilo. Domačini so se menda na ta praznik pripravljali mesece in mesece in skrbno načrtovali vsako podrobnost. Prav nič ni bilo prepuščenega naključju. In če se še nekoliko ozremo nazaj ali če želite pobrskamo po spominu, otroci smo dan prej nestrpno čakali in šteli kresove po okoliških gričih in tudi sami prispevali, še veste, gumo ali dve, da je zagorel kres, ob katerem so možje in fantje postavili mlaj. In jutra brez prvomajske budnice, prvomajske koračnice ni bilo. Ta je naznanila praznik dela. In prav vsi se, prepričana sem, spomnite tudi parole delu čast in oblast. Običaji in vrednote so se seveda skozi leta spremenili, a želja po premagovanju ovir, po gradnji boljše družbe, v kateri je spoštovanje temeljnih človekovih in delavskih pravic zaveza in dolžnost ostaja. Čeprav je preteklo nekaj vmesnih let, ko tu na prizorišču v Opatjem selu ni bilo tako zelo živahno, se je občina Miren Kostanjevica trudila in si prizadevala za ponovno oživitev praznika. Zato hvala predvsem vam, spoštovano občinstvo, ker mu dajete tisto pravo podobo. Vsi vi, ki se zavedate pomena praznika in vsi, ki se pokončno in ponosno na tem mestu vsako leto poklanjate delu. Zahvala gre tudi županu občine Miren Kostanjevica, gospodu Mavriciju Humarju, za zavedanje, kako pomembno je ohranjati tradicijo prvomajske prireditve tule v Opatjem selu, ki ostaja največji regijski dogodek. Gospod župan, z vami delimo ponos ob današnjem dogodku, ki ga prepleta vse tisto, kar nam krepi zavedanje o pomenu delavskih pravic in našega praznika dela. Vljudno vas vabim k pozdravni besedi, prosim. Lep pozdrav vsem skupaj. Seveda še posebno pozdravljam med nami današnjega slavnostnega govornika, gospoda Iva Boscarola. Spoštovani, vesel sem, da
smo se danes zbrali v tako lepem številu kljub nekoliko temnejšim oblakom, ki so nad nami, vendar za dežjem vedno pride sonce in tako bo tudi tokrat. Verjetno, da v Opatjem selu zraven rdečenega nageljna bomo imeli tudi dežnike v bodoče. No, toliko malo na račun vremena. Vsekakor na začetku želim vsem skupaj čestitati ob 1. maju prazniku dela. Delo je vrednota, ki si jo vsi želimo, vsi, ki smo zdravi in lahko delamo, da imamo svoja dela, da imamo svoj posel, kjer lahko tudi primerno zaslužimo in normalno živimo. Vsekakor je želja, da bi bilo teh delovnih mest čim več in da bi bile čim bolj raznolika. In to mislim, da tudi v naši širši goriški regiji tako je. Tudi če pogledamo leta, desetletja, kaj se spreminja, kako stvari se razvijajo, vidimo, da je veliko novih poklicev, ki jih pred desetletji ni bilo. Nekateri so tudi zamrli, predvsem zaradi tehnološkega razvoja. Tukaj pa je potrebno poudariti, da je treba slediti tako regija kot država, da nudimo možnosti, da se nova delovna mesta lahko ustvarjajo. Občine z lokalnimi načrti, z prostorskimi načrti, kjer je možno graditi nove hale, nove delovna mesta. Država pa tudi izkoristim priložnost, da iz te točke podam apel oziroma poziv, da bi nam vrnila več delovnih mest v naša regijska središča, predvsem kar je javne uprave in ostalih inštitucij, da bi manj naših ljudi se vozilo dnevno v Ljubljano. Seveda, delo je za mladega človeka najpomembnejša stvar. To je pogoj, da potem lahko razmišlja, kje bo živel, kako si bo ustvarjal dom in kraji se bodo razvijali. V teh letih se tudi dogaja to, da nam primanjkuje delavcev raznih profilov, od proizvodnih do turizma, do prevoznikov, do zdravnikov. In prav zaradi tega prihaja v naše kraje več ljudi, ki želijo svojo delovno dobo opraviti tudi v naših krajih. Ja, moramo jih sprejeti in jim nuditi prijetno okolje. Istočasno pa tudi oni morajo sprejeti naše navade, naše običaje in način življenja. Vsekakor pa se zavedamo, da le zadovoljni in uspešni ljudje, ki imajo dovolj dela, lahko pripomorejo tudi k temu, da je družbeno življenje v naših krajih lepo in prijetno. Saj potem so lahko razna društva in organizacije, ki pripravljajo različne dogodke, ki so zanimivi za nas, pa tudi za naše ljudi, za naše turiste. In tudi ta proslava v Opatjem selu, kot slišimo, je že 52 let, odkar je bila prva in še vedno je aktualna. Zelo sem navdušen in vesel, da ta proslava se nadaljuje. Prepričan sem, da tudi na teh dogodkih je bila zanetena iskra optimizma, iskra upanja, predvsem pa tudi novih idej. Zato se zahvaljujem vsem, ki ste tudi letošnjo proslavo pripravili, vsem nastopajočim in vsem ostalim. Hvala lepa, še enkrat čestitke, živel 1. maj.
spet videl svoj dom. Daljne dežele so lepe, lepo je južno nebo. Še lepše pa sijejo zvezde, tam, kjer moj ljubi je dom. Kot makov cvet, kot cvet deklet, vabi me rodna dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Slišal šumenje Savice, Triglav videl in Bled, šel bom v Vinske gorice, šel bom na Pohorje spet, Vabi zasanjana Trenta, vabi Ljubljansko polje, vabi me sončna Dolenjska, kjer stare lipe šumi. Kot makov cvet, kot cvet deklet, vabi me rodna dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Na brežini blizu Trsta se tvoj oče je rodil, kjer je v morju skala čvrsta, se po brodu je podil, v zimi z burjo se boril. Šolo hodil je v Gorico, ko prihajal je domov. Vozil se je z jadrnico, z ribiči veslal na lov, tja do istrskih bregov. Dnevi so prišli temačni, takšnih ni še videl svet. Mrki tujci v dobi mračni so
Da 15 anni il mio lavoro è fisso a tempo indeterminato. Ho 2 figli maggiorenni, un cane, l'auto ed anche il mutuo agevolato. Dottore, gira tutto, sono stanca, piango spesso e non capisco. Sarà che non sono più così efficiente e non resisto. La diagnosi evidenzia stati ansiosi, nervi fragili al lavoro. Ferite che non sono ricucibili con semplice ago e filo. Dicevano veloce, siamo in pochi e quanta roba c'è da fare. La crisi aumenta in fretta le esigenze, affila i tagli al personale. Eppure sono stata molto attenta, seguivo ogni precauzione ed ero pronta. Seguivo con scrupolo aziendale ogni precauzione per non farmi male. Ma ormai non dormo, finché fuori non fa giorno io non dormo. Non ci riesco e non esco, non ho voglia di far niente, fisso il muro, neanche mi svesto. Batte il cuore così forte che non riesce a rallentare, ma non capisco, siedo, aspetto, ma non vedo più una fine, né un inizio, né un progetto. E mi dico, pensa a chi è meno fortunato, a chi è meno fortunato, a chi è meno fortunato. Dentro aspetto, lascio appesa la mia vita in armadietto come un cappotto, poi la riprendo, ma l'uscita è solamente un giro tondo verso il rientro. Vedo nero, la mia vita si è fermata contro un muro, io non lo sapevo, non respiro. Mi ripeto a disco rotto, per fortuna ho un lavoro, un lavoro, un lavoro. Mi han detto corri, ma più corro e più mi spezzo e più lo so che non gli basta, non mi resta che convincermi che smettere di pensare sia la risposta. Ma batte in testa, questa corsa forse è nata ad una fine che non si sposta. Son guardata a vista, d'improvviso inadeguata, intrappolata come una mosca. Ormai non dormo, finché il sole non risale io non dormo. Non ci riesco e non esco, non ho voglia di far niente, fisso il muro, neanche mi svesto. Batte il cuore così forte che non riesce a rallentare, ma non capisco, distesa aspetto, ma non vedo più una fine né un progetto, solo un soffitto. Il mio operato, che era mani, sangue e cuore, adesso è un dato ed è dovuto e va ripetuto. Ma tiro il fiato ripensando a tutti i conti che ho già pagato. Si è spezzato, qualche cosa nella testa ha fatto clic ed è partito. È colpa mia, sono sempre troppo stanca, avevo tutto ed ho fallito, ho fallito, ho fallito. Di giorno dormo, finché il sole non tramonta stacco e dormo. Così mi spengo, ma piango e penso al costante fallimento di una vita che ora rimpiango. Batte il cuore così forte che non riesce a rallentare e fa rumore, distesa aspetto, ma non vedo più una fine né un inizio. Ho perso tutto. Samo človek, ki bo globoko izoblikoval svojo dušo, le tak človek bo lahko človek bodočnosti, pošten, pravičen, etičen, ker je tudi vsa etika le odsev lepote duše. Resnica bo zakraljevala. Vera v resničnost tega je vera, ki pospešuje razvoj človeštva. Zmaga resnice v kulturnem, humanizma v gospodarskem, pravičnosti v socialnem življenju bo največji triumf sodobnega človeštva. Tako je, spoštovane in spoštovani, napisal pesnik Krasa, Srečko Kosovel. Njegovi verzi so bili malo da ne preroški, še danes človeka dramijo v življenje.
Delavski praznik obeležujemo kot opomin na vse pretekle in kot navdih za vse prihodnje delavske boje. Kot državni praznik je bil pri nas uzakonjen 1948. leta z zavedanjem, da moramo nenehno opozarjati na delavske pravice, dostojno plačilo in varno delo. Slovenci smo skozi vsa ta leta dokazovali, da smo delaven in klen narod, da znamo stopiti skupaj in znamo biti solidarni. In prav solidarnost, dragi zbrani, lahko poistovetimo z njim, ki ima poseben odnos do dela, zaposlenih, vrednot, poseben čut do sočloveka in skupnosti, za okolje in naravo, tudi za dobrodelnost. A kamorkoli se ozremo in kogarkoli opevamo, ne pozabimo, da je človečnost na prvem mestu. Dragi zbrani, k slavnostnemu nagovoru vabim gospoda Iva Boscarola. Gospod Boscarol je dokaz, da delo krepi človeka, da je iznajdljivost v življenju zelo pomembna, da je vsako delo častno, da ne gre iskati izgovorov, pač pa zavihati rokave in verjeti tudi v uspeh. Gospod Boscarol, ne bom govorila samo jaz, ampak predno vam dam besedo in preden slišimo vaš slavnostni nagovor, dovolite, da vas spomnim, če lahko, na leta tule v Opatjem Selu, ko ste bili zelo, zelo aktivni. Rekli smo, začelo se je 1972. leta in se nadaljevalo tudi z vašo pomočjo. In če dovolite, oziroma če smeva povedati spoštovanemu občinstvu, na kakšen način ste bili v tistih prvih letih tudi sami vpeti v opajsko dogajanje. Pozdravljeni. Ja, en velik del mojega življenja je zaznamovalo tudi tiskarstvo. Verjetno se boste spomnili pripomb Slovenija, moja dežela in tako naprej. In tudi za tista leta, okrog 80-ih, sem tiskal plakate, brošure, letake, metali smo jih tudi z motornih zmajev in pa seveda priponke. Spomini so še kako živi. Ne vem, če se bo gospod Boscarol spomnil tehle stvari, ki jih imam jaz zdajle v rokah, tudi tale beč, na katerim piše Burji ne usahnejo viri. Opatje Selo 1988. Na kaj vas spominja? Arhiv deluje. Arhiv deluje. Tole je pravzaprav nastalo izpod vaših rok, drži? Ja, res je. Morda kakšen spomin na tisti čas? Ja, predvsem, da je bilo tukaj vedno pestro in ogromno ljudi, krepko več kot danes, ampak glede na zadnja leta, ko je 1. maj bolj ali manj deževen, mislim, da je pošteno, da ohranjamo tradicijo ne glede na vreme. Ne? In hvala, ker jo pomagate ohranjati letos skupaj z nami in v spomin na današnji dan, ne na dež, ampak na sonce, ki veje iz vseh teh ljudi tukaj zbranih, vam poklanjamo en poseben spomin v, bom rekla, duhu vsega tega, kar ste pred leti tudi sami počeli za dogajanje v Opatjem Selu. Tole je krasen konj, kraljevi slovenski konj, delo umetnika Oskarja Kogoja, ki je tudi danes z nami in je častni občan občine Miren Kostanjevica. Simbol Slovencev, konj, ki pooseblja moč, plemenitost, pogum, lepoto in še kaj bi lahko rekli, in če dovolite, bi vam ga pripela na prsi. Vi pa lahko ploskate, spoštovano občinstvo. Odlično to zgleda. Hvala lepa. Hvala lepa še enkrat vam in zdaj lepa vabljeni k slavnostnemu nagovoru. Pozdravljen, spoštovani gospod župan, in hvala za povabilo,
za ta mikrofon na 52. praznovanje 1. maja. Pozdravljeni spoštovani delavci, delodajalci, občani, Kraševci in vsi gostje, ki ste tako kot jaz prišli danes na ta prelepi del Slovenije in vsi, ki ste prišli na praznovanje praznika kljub temu, da ste vedeli, da bo slavnostni govornik delodajalec. Odločitev, da pridem danes med vas kot govornik, ni bila lahka, še zlasti, ko po dostopnih podatkih med sedanjimi slavnostnimi govorniki nisem našel delodajalca, niti preprostega delavca brez neke sindikalne funkcije. Zato sem se spraševal, komu sta prireditev in praznovanje 1. maja sploh namenjena. Morda spominu na proteste in smrtne žrtve daljnega 1. maja 1886 v Chicagu ali letu 1948, ko sta bila v naši bivši skupni državi 1. in 2. maj razglašena za dela prosta dneva. Spraševal sem se, ali ima to praznovanje po 76 letih jutranjih budnic, rdečih nageljnov na prsih in govorov še vedno enako sporočilo, enaka pričakovanja in ima isto politično moč. Kdo je bil delavski razred nekoč in kdo je danes? Je meja med delavci in delodajalci še tako ostra, kot je bila nekoč? Kdo je izkoriščan, kdo je izkoriščevalec, kdo ustvarja dodano vrednost, kdo jo troši, kdo ima večje delavske pravice od drugega? Zaradi svojega posla sem moral v zadnjih 35 letih veliko potovati in priložnost videti, kakšni so pogoji dela in delavčeva socialna varnost v več kot 100 državah, ter jih seveda primerjati z našimi. Ta svet je v 3. tisočletju na žalost še vedno zelo raznolik. Kar je standard nekje, je drugje ne samo drugače, lahko je celo prepovedano. V Sloveniji ni idealno, a osebno ne bi bil rad delavec v nobeni drugi državi. Slovenija je primer, kjer imamo v povprečju dober status, malo je res revnih ali brezposelnih in tudi nadpovprečno bogatih je v primerjavi s svetom zelo malo. Pred meseci je Forbes objavil, da zadostuje že slabih 90 000 evrov vrednosti premoženja, da spadate med 10% najbogatejših ljudi na svetu. Z drugimi besedami to pomeni, da je večina Slovencev bogatejše od preostale 7,3 milijarde zemljanov. Zato se moramo kdaj tudi vprašati, če upravičeno kritiziramo, kako slabo je pri nas. Moramo biti realni, a seveda stremeti k temu, da stanje izboljšamo. Upam, da bomo zmogli dovolj zdrave pameti in znali to, kar imamo v Sloveniji, tudi obdržati. Za nažal, žal ne moremo nič popraviti. Krivic ne smemo pozabiti, a moramo pustiti preteklo zgodovinarjem, znati moramo odpuščati in se ukvarjati s sedanjostjo ter prihodnostjo. Ukvarjanje s preteklostjo nam jemlje energijo za sedanjost in za izzive, ki nam jih prinaša prihodnost. Svet gre naprej z izjemno hitrostjo in ne smemo dopustiti, da gre mimo nas. Dandanes v svetu globalne konkurence, ko je skoraj vsak posameznik dosegljiv z levo tipko na miški in pomeni konkurenco tako delavcem kot tudi delodajalcem, se moramo zavedati, da smo kot država, družbena skupnost, delodajalci in tudi delavci bolj kot kdajkoli prej vsi na istem čovnu. Vsi moramo doprinesti skupni uspešnosti, da bomo preživeli. Tudi politiki. S pogoji za konkurenčno gospodarstvo morajo ustvariti okolje, kjer svojim delom ter s prispevki in davki polnimo proračun, ustvarjamo dovolj zase in za svoje družine. Držati morajo obljube in zagotoviti pogoje za življenjski standard, ki ga pričakujemo, in servise, ki so potrebni, da smo zdravi, varni, imamo storitve, ki jih potrebujemo in plačujemo. Zato upravičeno pričakujemo, da se z našimi prispevki racionalno upravlja in spoštuje to,
kar nam zagotavlja nenazadnje tudi ustava. Meje, kdo je za kaj zaslužen, namreč že dolgo ni več. Delodajalci se še kako zavedamo, da ni dobrega inovativnega izdelka brez zadovoljnega ter motiviranega delavca. Žal se uspeh prevečkrat poistoveti z denarjem. Med uspehom, ki pomeni motivacijo, in pohlepom, ki pelje v pogubo, je namreč zelo tanka črta. Potrošniška družba si je s pomočjo marketinga izmislila kategorijo, ki smo ji vsi podlegli in zaradi katere zahodnjaki kupujemo že preko 60% stvari, ki jih ne potrebujemo. Reče se ji standard. Ta nas sili, da trošimo, kar seveda ni nič narobe. Problem nastane, če živimo in trošimo preko svojih potreb, takrat nujno začnemo živeti na račun nekoga drugega. To pa je osnova za izkoriščanje delavcev, sodelavcev in da, zaradi pohlepa politike tudi širše skupnosti, družbe in vseh državljanov. V Sloveniji smo v zadnjih letih poteptali vrednote na vseh področjih, od medčloveških odnosov, gospodarstva do politike. Tudi nekaj mojih kolegov ni ravno vzgled dobrih delodajalcev. V njihovih očeh sem jaz čuden zaradi donacije. V njihovih očeh sem jaz čuden zaradi donacije 30 milijonov evrov v javno zdravstvo in javne projekte namesto za osebni luksus, čeprav bi to moral biti standard. A na srečo je večina takih, ki postavljamo na prvo mesto zadovoljnega in motiviranega delavca, ga spoštujemo, jemljemo kot sebi enakega sodelavca, vračamo družbi in skupaj ustvarjamo uspešne zgodbe na dolgi rok. Nisem edini, ki je ustvaril uspešno zgodbo, pa čeprav sem prepovedal nadurno delo in nikdar v 35-letni zgodovini nikogar nisem imel na minimalni plači. Dokazal sem, da se da biti uspešen, tudi če namesto sebe postaviš na prvo mesto zaposlene. Seveda je del uspeha tudi širša družbena skupnost, katere del smo vsi. Če se pokaže potreba in imamo možnost zahvale, ne smemo pozabiti nanjo. Vsak po svoji zmožnosti. Lep primer, kako bi morali vsi skupaj sodelovati, da bi bili uspešni, je prav ta naš čudovit Kras. Morda boste rekli, da največji slovenski požar nima direktne povezave z delom, zaposlenimi in uspešnostjo. Pa jo ima, še kako. Pozabljamo na požrtvovalnost herojev gasilcev iz vse Slovenije, zaradi katere nismo izgubili niti enega delavca, ali doma, zaprto ni bilo niti eno delovno mesto, ki jih Kras nudi veliko, v vinarstvu, mestni industriji in pa turizmu. V naši zavesti morda premalo povezujemo pomembnost doma, okolja, dobrega počutja, čudovite narave, oddiha in polnjenja notranjih baterij z motiviranostjo pri delu. Kot mala država bomo preživeli le, če bomo povezani in držali skupaj kot kleni Kraševci. Imeli motivirano poslovno okolje, da bodo naši zaposleni, ki jih družba brezplačno izšola od vrtca do doktorata, tudi ostali doma in gradili močno gospodarstvo ter ohranjali delovna mesta. S tehnološkim razvojem smo žal pripeljali svetovno družbo do točke brez povratka in generacija Z ter milenijci, na katere polagamo toliko upov, se žal na 1. maje, ki sledijo, ne bodo pogajali za delovne pogoje, ampak bodo od družbe zahtevali pravico do dela, saj bo zanje delovnih mest žal vedno manj. Umetna inteligenca je že začela opravljati dela raznih ekonomistov, pravnikov, bankirjev, inženirjev, raziskovalcev, novinarjev in tako dalje.
V nekaj letih bo bistveno hitreje ter bolje in seveda ceneje opravljala njihova dela. Zaradi robotizacije proizvodnje bo postal nepotreben tudi tako imenovani nižji sloj delavcev. Sedaj na zahod prihajajo trume cenene delovne sile iz Indije, bližnjega in daljnega vzhoda in jutri jih ne bomo več potrebovali, a ostali bodo tu in morali bodo preživeti tako kot mi sami, čeprav brez dela. Res me čudi, da se ob novici niso oglasile sindikalne organizacije po svetu, ko je pred tedni kitajska megatovarna avtomobilov Xiaomi objavila vest in posnetke prve popolnoma avtomatizirane tovarne, ki vsakih 76 sekund naredi avto brez enega samega delavca. Nedvomno velik tehnološki dosežek, a kaj pomenijo umetna inteligenca, strojno učenje in robotizacija za človeka, za delovna mesta, medčloveške odnose, humanost in za tistega, ki mu bodo tako izdelani produkti namenjeni. A si bo sploh lahko privoščil, če bo brezposeln? Bodoče demonstracije bodo bolj krvave od tistih za 8-urni delavnik v 19. stoletju, saj bodo pomenile boj za preživetje, za delovno mesto in ne le za kvaliteto dela ter pravice. Danes se ob omembi univerzalnega temeljnega dohodka zlasti delodajalci sprašujemo o mentalnem zdravju predlagateljev. Žal mislim, da bo celotna svetovna skupnost morala začeti razmišljati o drugačnih konceptih polnjenja proračuna za zagotavljanje osnovnih človekovih pravic in javnih servisov. Davki in prispevki, pa čeprav astronomski, ne bodo zadostovali, saj bo zaposlenih enostavno premalo. Tudi ideje o zaplembi ali obdavčitvi premoženja ne bodo rešitev, ker bo le tega prehitro zmanjkalo. Če iz tega odra rečem, da rešitev morda vidim v proračunski taksi za vsako zaprto delovno mesto zaradi tehnološkega napredka, me bodo moji kolegi spet označili za največjega levičarja med delodajalci, a rešitev bo treba najti. In to kmalu. Kmalu, saj imamo nenazadnje vsi radi neko socialno varnost, brezskrbnost in radi uživamo življenje ter se veselimo. Zato se danes kljub vremenu imejmo lepo in uživajmo gostoljubje domačinov na čudovitem krasu, ne glede na to, ali smo delavci ali delodajalci. Držimo pesti, da bomo v bodoče našli razumevanje in način še tesnejšega in uspešnega sodelovanja, da bomo skupaj močni, uspešni in kos spremembam, ki prihajajo. Hvala. Soba majhna lipa, šopek rož. Bila okna so zastrta, dan je noč. Čudovito, kakor sanje, sreče
bižne tihe kot nasmeh. Svet vsakdanji se potaplja v molk megle. Vedno znova tisoč majhnih nižnosti. In poljubi so obljube večnosti. Vrača se pomlad, a življenje ne. In spomini z njo kot jata ptic, znova zaživi. Vrača se pomlad, a ljubi zadnje. V srcu si vas mlad in rad bi osvojil svet. Ista soba, majhna, ozka, a brez rož. Bela okna so odprta na stežaj. Juk otroka, mlada žena, tujec jaz. In oddaleč hrup iz ciste kot posmeh. Vrača se pomlad, a življenje ne. In spomini z njo kot jata ptic, znova zaživi. Vrača se pomlad, a ljubi zadnje. V srcu si vas mlad in rad bi osvojil svet. Vrača se pomlad, a življenje ne. In spomini z njo kot jata ptic, znova zaživi. Vrača se pomlad, a ljubi zadnje. V srcu si vas mlad in rad bi osvojil svet. Quando sono solo sogno l'orizzonte che manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sulle finestre mostro il tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Dai, tu sei Dubai, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te.
me, con me, con me. Con te partirò su navi per mari e io lo so, veduto e vissuto con te, adesso sì vivrò con te, partirò su navi per mari e io lo so, no, no, non esistono più, adesso sì vivrò con te, partirò su navi per mari e io lo so, no, no, non esistono più, adesso sì vivrò con te, every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever you are, I believe that the hardest go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and Io prendo un attimo tempo e dico una cosa a cui
che prima non ho detto e a cui tengo molto. Io voglio ringraziare di cuore Ivo Boscarol per il discorso che ha fatto e perché io invece ho lavorato, non faccio nomi perché non è corretto, però ho lavorato 23 anni per una multinazionale, per un'azienda che sicuramente non trattava i dipendenti come persone, ma solo come numeri da fatturato. E quindi io oggi ho portato la mia canzone Non dormo, che è una canzone che ho scritto proprio per denunciare queste situazioni e per dare un piccolo contributo perché il mondo del lavoro un giorno possa cambiare. E ringrazio di cuore questa persona perché c'è qualche speranza a questo mondo, quindi grazie di cuore perché io avrei voluto avere dei dirigenti così. Grazie. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Ed era rossa la sua bandiera. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ed era rossa la sua bandiera, la bandiera del lavoro. Ed era rossa la sua bandiera, la bandiera del lavoro. Hvala lepa, grazie. Hvala lepa za vse te aplavze, hvala lepa za praznični pečat dogodkov, spoštovani zbrani. Majski dan, kot veste, je prvotno slavil pomlad in preporod, ki smo mu priča v naravi v tem letnem času, in nekaj tega pomladnega vzdušja, kar se vsebine pesmi tiče, ne kar se vremena, smo bili deležni mi danes. Ta bogat program so stkali in za nas pripravili Pihalni orkester Vogarsko, Tujrnik mažoretno društvo Nova Gorica.
ženska vokalna skupina Danice, oktet Sotočje, solisti Pavla Rozato, Tina Debevec in David Čadež. Poseben aplavz pa seveda tudi dirigentu Nejcu Kovačiču, ki je tako spretno vihtel taktirko med celotnim dogodkom. Hvala lepa za vaše aplavze, da smo to krasno prireditev kljub slabemu vremenu lahko izpeljali, pa seveda gre za hvala zvestim pokroviteljem. To so Komunala Nova Gorica, Vitanest, Marušič d.o.o., Apija, Grafika Soča, Radio Robin, Afid d.o.o. in Polavi Logistika. Hvala vsem. In seveda tako sinhrono, tako plodovito, tako srčno je bilo tudi po vaši zaslugi, cenjeni, zbrani tule v Opatjem Selu. Še en aplavz, kar sami sebi, prosim. Hvala lepa, zmagoslavno kličemo po ponovitvi ob letu Osorej. Seveda bomo danes še skupaj v zabavnem delu programa, ko bomo pravzaprav lahko obujali spomine na čase druženja tu v Opacijelah, kot se je reklo, in slavljenja praznika dela, vsak po svoje, v svojem ritmu, za prave ritme pa bo skrbel DJ Janko in skupina Beldežor. In še nekaj naj vam povem, sreča je na strani pogumnih, to ste verjetno že slišali, in če še niste ujeli danes, vas vabim, da kupite srečke, kajte tudi letos smo pripravili srečolov, najdete pa jih pri nogometnem društvu Adria in naj vam prišepnem, prav vse so tako rekoč polne, vsaka zadane, med dobitki pa so tudi telefon Xiaomi Redmi, brezžične slušalke, pametna digitalna ura, tako da verjamem, da bo vsak nasel z nakupom srečke nekaj zase. Ne vem, kako vam, ampak meni že diši po tradicionalnem prvomajskem golažu, pa tudi brez prvomajskega žara ni prvomajskega žura. Zato verjamem, da bo vsak med vami našel nekaj zase. In za vas vse imam še eno posebno povabilo. Okusi ljubezni bodo v dobrem mesecu in pol, začenši prav z današnjim dnem, združili dva teritorija in dve poglavitni surovini, češnje in šparglje. V zanimiv ples okusov in sicer v kar 11 lokalnih gostilnah in turističnih kmetijah, tudi tukaj na Krasu. Letos bosta torej češnja in špargelj izmenično ali skupaj plesala romantični ples okusov ljubezni, tako v občini Brda kot v občini Miren Kostanjevica, kjer pa se že konec meseca 25. in 26. srečamo na prazniku špargljev v Orehovski Javi. Prav prijazno povabljeni tudi na praznik špargljev. Zdaj pa mi vsi, dragi zbrani, na odru in vi, cenjeno občinstvo, strnimo moči in ponosno zapojmo primorsko himno, ki nas vsakič znova spomni, kdo smo in kaj zmoremo. Spoštovane in spoštovani, to bo tudi pika na i našemu današnjemu dogodku. Srečno in pogumno naprej do naslednjega praznika. Živel 1. maj!